Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v evropskem utripu za mesec marec. Dr. Milan Zver, lepo pozdravljeni v Bruslju, lepo zdrav iz Slovenije. Bi kar začel z uvodnim vprašanjem. S strani Trumpove administracije so napovedane višje carine za jeklo in aluminij. Kako bo ukrepala Evropska unija, če bodo te višje carine doletele tudi staro celino? Ali to morda pomeni trgovinsko vojno tudi na ravni EU-ZDA? Torej, Evropska ljudska stranka je dala pobudo za razpravo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o tej zadevi. Danes se je tudi ta razprava zgodaj zjutraj bila in ugotovili smo, da je Evropska komisija pripravila sveženj ukrepov ali protiukrepov proti Združenim državam Amerike, ampak le v primeru, če Evropska unija ne bo izvzeta iz teh ukrepov. Znano je, da je Trump izvzel Mehiko in pa pogojno in tudi Kanado in še vedno obstaja neko upanje, da bi lahko izvzel tudi Evropsko unijo. Vendar, če do tega ne bi prišlo in če bi bili dejansko uvedene višje carine za jeklo, to je za 25% in pa aluminij za 10%, v tem primeru bo seveda Evropska unija morala pripraviti nekatere protiukrepe, seveda ne podobne kot Amerika, ampak v okviru predpisov in dovoljenj in priporočil Svetovne trgovinske organizacije. Se mi zdi, da je bil danes neki splošni konsenz v Evropskem parlamentu, da je potrebno nekaj ukreniti, vendar se izogibati trgovinski vojni z ZDA. ZDA so vendarle naša največja zaveznica, partnerica. Jaz sem v govoru posebej poudaril, da vendarle imamo skupno kulturno podlago, skupno zgodovino, delimo skupne vrednote in seveda tudi gospodarstvi sta več ali manj doslej lepo zgledno sodelovali. Kadar je bilo Evropi hudo, je Amerika priskočila na pomoč in ne bi bilo dobro, recimo, da bi prihajalo do večjih konfliktov zaradi tega administrativnega ukrepa ameriške administracije. Kaj ta trgovinska zaostrovanja pomenijo v kontekstu še nesprejetega trgovinskega sporazuma TTIP? Morda bi dodal še to. Mnogi, zlasti levi del v Evropskem parlamentu, je zelo ostro nasprotoval predvidenemu trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in pa ZDA pred leti in praktično tudi blokiral pogajanja. In ravno danes se je to dokazalo, kako narobe pozicijo so takrat obrali, namesto da bi poskušali spodbujati, da bi pogajanja čim prej, še pod prejšnjo administracijo bila uspešno zaključena in sporazum TTIP, da bi obveljal. Danes čutimo vse posledice neurejenega odnosa, trgovinskega odnosa med ZDA in pa Evropsko unijo. Veliko bolje bi bilo, da bi sporazum že veljal, tudi če bi nova administracija zahtevala dodatne izboljšave ali za ameriško stran kakorkoli, bi že imeli neko pravno trdno podlago za dobre odnose. Sedaj pa te podlage ni in jaz pričakujem, da bomo v Evropski uniji morali dokaj enotno nastopiti proti pritiskom Združenih držav Amerike. Ob robu marčevskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Štrasburu ste se sestali z izraelskim veleposlanikom, akreditiranim za Slovenijo, gospodom Eyalom Selo. O čem je tekla beseda na vajinem srečanju? Praktično sva se tudi v tem primeru dobila na njegovo željo in najprej sva razpravljala o dveh stvareh. Prvo je bila splošna situacija v regiji, odnos Izraela do nekaterih drugih držav, soseščini, ki ogrožajo njegovo eksistenco, zlasti Iran, in pa seveda tudi vpliv Rusije v regiji. Prepričana sva, da stvari ne grejo v pravo smer, da bi morala tudi Evropska unija in pa tudi Zveza NATO veliko bolj odločna in biti prisotna v regiji, da bi dosegli določeno stabilnost. Opozarjajo zlasti na vlogo Irana, ki razvija med drugim tudi balistične rakete z večjim dosegom, ki lahko dosežejo tudi Izrael, pa tudi nekatere države Evropske unije. Skratka, z Iranom bi morali najti neko novo podlago za medsebojno sodelovanje. Jedrski sporazum ni dovolj, zato ker je preozek in omogoča Iranu nekatere aktivnosti, ki niso v prid dobro prijateljskih, dobrososedskih odnosov.
Seveda pa sva nadaljevala predvsem z najbolj perečim vprašanjem, ki tare tudi Izrael ta hip, to je priznanje ali pa enostransko priznanje Republike Slovenije, palestinske države. Oba sva se strinjala, da ni primeren čas za to, da bi bilo bolje, da bi ponovno razmislek Slovenija opravila še po letošnjih volitvah, vendar tudi sicer bi bilo priznanje palestinske države strateška napaka, ne samo zaradi tega, ker bi bili praktično edini sedaj v Evropi, ki bi to storili. So nekatere države to storile, razen Švedske pred 3 leti, ampak druge države vzhodnega bloka so to storile leta 1988, torej ko še niso bile popolnoma suverene in samostojne države na področju mednarodne politike, bile so članice Varšavskega pakta in so verjetno po diktatu morale priznati takrat palestinsko državo. Sedaj se vse resne države in diplomacije izogibajo tega vprašanja, razen slovenske znane politike. To je še ena velika napaka, ki jo počenja Cerarjeva vlada. Z gospodom veleposlanikom sva se strinjala o večini stvareh. Zahvalil se je za podporo meni in pa Slovenski demokratski stranki v prizadevanjih Izraela za izboljšanje odnosov in ureditev vprašanja tudi s Palestinci na Bližnjem vzhodu. Morda bi poudaril še nekaj. Tukaj bi priznanje palestinske države neposredno vplivalo tudi na odnose ne samo Slovenije z Izraelom, seveda bi bistveno poslabšalo tudi dobre gospodarske odnose, ampak tudi na odnose med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, ki so itak že na preveč nizki ravni. Doktor Zver, kako pa komentirate ohladitev odnosov Velika Britanija-Rusija zaradi poskusa umora bivšega agenta v Londonu? Rusija s takimi dejanji dejansko zelo izgublja na ugledu v mednarodni skupnosti. Njene metode obračunavanja z nekaterimi nekdanjimi neposlušnimi pripadniki varnostnega aparata pa so naravnost zastrašujoča. Ja. Torej, britanska vlada ima res velike težave tudi z odnosi z Rusijo. Zadnje nismo slišali, da so direktno obtožili Rusijo za krivdo, za to zastrupitev. Jaz sem tudi spremljal rusko televizijo Russia Today, ki ima močne centre v večjih evropskih prestolnicah. In že tudi sama narava prispevka je bila taka, da je upravičevala samo dejanje zastrupitve in prikazala umrlega žrtev v zelo negativni luči. Tudi prvi odziv Kremlja je bil dokaj nediplomatski in tudi dejstvo, da včeraj niso odgovorili na poziv Velike Britanije, britanske vlade za sodelovanje v celotni zgodbi, niso odgovorili na nekatera vprašanja in so zavrnili, kaže na to, da je ruski režim dejansko vpleten v to nečastno dejanje. Zdaj se jih res ponovilo že kar nekaj, tudi umori znotraj Rusije, ne samo bivših agentov v tujini, kažejo na to, da neko stanje duha v ruski politiki, ki ni najboljši. Zato so sankcije zelo primerno sredstvo, sankcije, ki jih bo uvedla tudi Velika Britanija sama. Po pol leta dolgem obdobju je oblikovanje nemške vlade naposled le doživelo svoj epilog. Bo ta vlada močna ali bolj šibka? A kakorkoli obračamo, Nemčija je še vedno zelo vplivna članica EU, ki pomembno kreira tako politično kot gospodarsko sliko na evropskem zemljevidu. No, zagotovo je oblikovanje nemške vlade znak politične stabilnosti, ki jo Evropska unija in pa Nemčija nujno potrebujeta. Merklova je dobila 665 glasov, proti je bilo 316, to pomeni kar solidna večina, vendar sem prepričan, da bo ta vlada najbolj šibka izmed vseh njenih vlad doslej. Želim, da bi vlada speljala svojo nalogo in poslanstvo do konca mandata, ni pa nujno, glede na to, da lahko pričakujemo, da se bodo ekstremi tako na levi kot na desni v Nemčiji v času te vlade ukrepili in zelo verjetne so tudi predčasne volitve, kakšno leto pred koncem mandata. Bomo videli, Nemci znajo presenetiti, CDU in CSU se po zadnjih merjenjih javnomnenjskih anket nekoliko utrjujeta, tudi socialisti, ki so dosegli največji poraz po mnogih volitvah,
v zadnjem času. Tudi njim želim, recimo, da okrepijo svoje vrste, seveda na račun skrajne levice. Tako da bomo videli, od Nemčije je marsikaj odvisno. Če nemška kanclerka kihne, bi lahko rekli, se prehladi dobršen del evropskega gospodarstva in to ni dobro. Bilo bi v redu, da je Nemčija stabilna država in da se to stabilnost prenaša tudi na druge regije v Evropi. Jaz sem prepričan, da je to dobro, da so oblikovali vlado in da bo vlada uspešno opravila to svoje poslanstvo. Seveda bi si želel, da bi uspela tista prva pogajanja, tako po volitvah, da bi dobili desno-sredinsko vlado, vendar sem razočaran nad liberalci, ki so praktično blokirali ta prva pogajanja in velika koalicija je bila osvojena. Najslabše bi bilo seveda, če bi Nemčija šla ponovno na volitve in v tem primeru nisem prepričan, da bi ponovila rezultate, kot so bili na zadnjih pred pol leta. Umor slovaškega raziskovalnega novinarja je evropsko javnost precej bolj pretresel, kot je to bilo v primeru umora malteške novinarke. Čemu prepisujete te večje alarme, ki so se sedaj vklopili? Res je, že pred nekaj meseci smo imeli razpravo na plenarnem zasedanju o malteškem primeru takrat. Tudi sam sem govoril in omenil, da tudi v Sloveniji ogrožajo novinarje. Omenil sem primer Mira Petka. In lahko opažamo, da se v teh primerih zlasti leve politične opcije, ko so na oblasti, lotevajo ne neposredno, ampak posredno tovrstnih dejanj. Preiskave so slabe, vidimo tudi, da v Malti ne potekajo preiskave dovolj dobro in da se ne bi ponovil malteški primer, se je evropska javnost veliko bolj vključila v slovaškega in jaz upam, da bodo en taki dober pozitivni pritisk evropske javnosti na slovaško vlado uspel ali pa pozitivno vplival na učinkovito preiskavo. Dejstvo je, da podzemlje marsikdaj kontrolira ne samo politiko, ampak tudi medijski prostor, ki mu mora slediti. Če se pa odkrije kaj poštenega oziroma če se na pošten način odkrije kakšen kriminal, pa potem kriminalci, mafija posegajo po najbolj brutalnih sredstvih in to se je v tem primeru tudi zgodilo. Jaz upam, da bodo rezultati preiskave čim. Dr. Milan Zver, najlepša hvala za vaša mnenja in poglede na aktualne in zelo pereče teme, ki se dogajajo v Evropski uniji. Hvala in lep pozdrav v Bruselj. Pozdrav tudi vam, Ljubljana.